Bravo. Pazi, težek. Ja, vidim. Ok, Lexus v Plexus. It's your time to shine, ali pa bomo videli. Kuža? Kuža? Alo, stari, si ti sam tukaj? Prva sladka, ne vem, če se spomniš, zdaj bo počas 2 leti, odkar smo naredili Primo, kjer smo primerjali Lexusa z njemu podobnimi. Zdaj pa, da se jih na pamet spomnim, Giulia, Audi A4, BMW 3, Jaguar XF. Zdaj montiram, vala sem se zmotil, ni XF, ampak je XE. Pa Lexus IS, pa Mercedes C. Mercedes je na koncu zmagal. IS je bil pa tretji. Spet jaz v bistvu ni bil tretji, drugi je bil. Mislim, drugo mesto si je z enakim številom točk delil skupaj z BMW 3. No, meni se je zdel to kar uspeh. Druga sladka oblika, zdaj vem, tukaj bi se lahko kregal še ne 2 ali pa 3 dni, pa ne bi prišli do konca. Enim ta dizajn pač ne sede niti mal, meni osebno recimo sede ful. Zajetna odprtina, izjemno mehni žarometi, ampak zelo upadljivi. Pa zanče en napisal, da je tale ledica, kada bi gledal od Nikeja swoosh. Poglej, dokam se zaje v ritko zadnja luč. Tak kupejevski feeling ti da, zgleda dinamičen, s kjerkoli kota ga pogledaš, zato thumbs up. Alo, še tu. Not enough. Tretja sladka, IS, je ena taka fejst močna alternativa tistim, ki jih ljudje ponavadi kupujejo. Jaz sicer kar malo težko razumem, zakaj se je Lexus včasih malo težje uveljaviti v naših evropskih koncih. Je atraktiven, avto se fejst dobro pele, pridemo še do tega. Konec koncev je na testu dokazal, da zna biti tudi zelo varčen. Meni je popil od 5,5, pa tam do ene 7,4, 7,5. Pač odvisno, kje sem se vozil, pa koliko se mi je model. Ta malo gre nazaj. Štofi. Četrta sladka, hibriden pogon. Pa ne zdaj na splošno hibriden pogon, vem, pomaga pri ugodnejši porabi. Veš, kaj je meni osebno najsvetlejša točka hibridnega pogona? A veš, elektrika, ne, takrat, ko si jo zaželiš, je takoj na voljo. Ker pomeni, da takrat, ko ti na gas stopiš, ne rabiš čakati bencinskega motorja, da on pride v vrtlaje, da ti nekaj da, zato ker ti da elektrika takoj tist puš, ki ga nucaš. Ok, preden gremo na peto sladko. Ta prva stvar, ki me malo moti, ta avto malo preveč piska. A veš, recimo, da se nekam prepelem, pa se odpnem, pa bog ne dej, da bi jaz najprej odprl vrata, pa pol ugasnil avto. Vidiš? Zakaj piskaš? A si videl to foro? Sem odprl vrata, ampak on piska, pa sem jih mogel samo še enkrat zapreti, da je nehal, zdaj grem pa lahko ven. I don't get it. Druga kisla, vmesnik je mal preveč old school, predvsem pa način, s katerim ga upravljaš. Glej, tole je ene vrste miška, ki pol takole mal migaš zelo in se sprehajaš po menijih, veš? Teorija, vse lepo pa prav, praksa, not so much. Tretja kisla, avto je tehnološko precej napreden in od takšnega avta bi jaz pričakoval tudi to, da mi zna ali pa uspe ponuditi digitalne števce. Peta sladka, stari, to je pa totalen no-brainer, a ti veš, ko se ta avto pele. Zdaj, kar se vozne dinamike v tem segmentu tiče, ne, tukaj je, če mene vprašaš, prvak Giulia. Ampak sam, če govorimo o izrecno športni vožnji, če pa iščeš enega, ki bi bil all-rounderski prvak, to se pravi, da se odlično znajdeš športno vožnjo, pa da je obenem tudi udoben, this guy. Občutek, ki dobiš za volanom IS-a je tak, stari, sploh ne znam razložiti, tak organski, pač fajn mu je, ko takole peleš. Veš, vidiš, čutiš, da včasih mu zmanjka besed, porka Madonna. Da pa predna avto vrnem, až kam moram še narediti, mami moram nekaj pokazati. A mim grede, pa moj brat prodaja diskota. Anybody interested? Mami, le kaj so mi dali? Bravo. Pazi, težek. Ja, vidim. Nič, Lexusa vrnil, za naprej pa tole. Dacia, Logan, MCV. A kakšen je feeling, ko presedlaš iz Lexusa v Dacia? Za začetek so površine, na katere odlagaš veliko bolj gladke in pol telefoni dol padajo, veš? Ja, pa še rožce, sem skoraj pozabil. Vam zavijem baterijni papir? Prosim, ja. Ja, Gardenija, ponovadi tukaj na Viču ali pa na Rudniku, no. They got their shit down. To sem te že zanč vprašal. Stari, daj si na zadnji svoji punci kupu rože? Hvala za vijolice, torbe, čevlje, vrtnice, neki, kaj pa tvoje srce, kaj pa tvoje ime? Fuck! Jaz ne vem, se je videl. Osinka, ta stara, ta dobra. Čoši! Aljoš je tukaj. Doma ne, jaz sem.